Ponovimo na kratko, kaj smo izvedeli o samoiniciativnosti in podjetnosti. Samoiniciativnostjo in podjetnostjo lahko uresničujemo naše zamisli. Sami iščemo rešitve in dajemo predloge. Pri tem moramo realno presoditi, v čem smo res dobri in kje nam znanja primanjkuje. Tveganje je pri uresničevanju novih zamisli nujno. Podjetnost je povezana z gospodarsko klimo. Moramo se čim prej seznaniti z osnovami gospodarstva. Samoiniciativnost pomeni, da smo sami svoj šef. Vsak korak moramo sami načrtovati in se kar se da držati načrtovanih rokov. Prijatelji in znanci so za uspešnost naše ideje zelo pomembni. Brez njihove opore nam bo težko uspelo. Pomembni so naši pogajalski in prodajni talenti. Brez skrbi, tega se lahko tudi priučimo. Samoiniciativnost in podjetnost se kaže tudi v širšem okolju. Gre za osebno aktivnost, ki ima socialne učinke. Kot smo videli, je želja, da zastavljen cilj dosežemo, najpomembnejša. Čeprav boste naleteli na ovire, ne obupajte. Nejc, želim ti veliko sreče pri projektih še naprej. Ja, jaz mislim za Nejca, da bo mogel dosti spremeniti, dosti stvari temeljito spremeniti v življenju, ne? Ampak menim, da mogoče najhujša stvar, ki ga čaka, je to, da bo zaslužen denar znal obdržati v svojem žepu in z njim modro ravnati, dokler ne bo prišel nov zaslužek. Želim, da boš tudi veliko časa posvetil svojih hčerki in punci, tako da uživi. Sam še tako naprej, pa resnično upam, da bomo še dolgo sodelovali skupaj. Nejc, ker drugič me povabiš na kakšne stvari, povej točno, kaj so. Točno. Sledi svoji strasti, svojim sanjam. Zagotovo je to pot do tvojega uspeha. Nejc, rekel bi ti, da upam, da bo do konca življenja dobra prijatelj.